Pozdravljeni, moje ime je Samo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Centralni pogled. V podkastu odpiramo vprašanja s področji, ki sodijo v okvir našega mandata. To sedaj že veste. Del tega so tudi plačilni sistemi. Naj pojasnim tako. Ko ste nazadnje plačali s kartico, dvignili denar na bankomatu ali fliknili denar prijatelju, se zagotovo niste vprašali, kako to plačilo poteka. No, to so plačilni sistemi. Danes bomo govorili točno o tem. O sodobnih plačilnih sredstvih, kot so kartična plačila in tudi digitalni evro. Sodogovornika sta dva, Marko Pahor, viceguverner, in Simon Anko, direktor oddelka plačilni in poravnalni sistemi. Dotaknili se bomo tudi spletnih goljufij. Poslušate Centralni pogled, podcast Banke Slovenije. Lepo pozdravljena. Govorili bomo o plačilnih sistemih, ne? In stvar, ki meni mogoče ni jasna, pa mogoče najbolj pošteno, da najprej razjasnimo, ne? Se pravi, imamo tu mednarodne kartične sheme, imamo kartice, ki so v lasti bank pa plačilnih ponudnikov, imamo avtomate, s katerim plačujem, to so bankomati pa POS-i, ne? Ki so v lasti bank in nebančnih ponudnikov. Kakšna je potem vloga pri plačilnih sistemih pravzaprav Banke Slovenije? Začnemo pri vas, gospod viceguverner. Ja, se mogoče zanimivo zdaj povedati, zakaj se pravzaprav danes toliko pogovarjamo o plačilnih sistemih oziroma o plačevanju kot takem. Ne? Zdaj, verjetno en razlog je to, da s pojavom digitalizacije pred nekaj desetletji in digitalizacije na področju plačil se je prvič zgodilo, ne, da se dejansko koncept denarja loči od koncepta plačevanja. Ne. Prej je vedno bilo, ne, imam denar, ta denar predam drugi osebi in s tem plačam. Medtem ko danes temu ni tako. Ne. Zdaj, denar v naših glavah je še vedno precej usidran v bankovcu, ne, v fizični gotovini. To je za nas denar. Ne. In na koncu, ko razmišljamo o denarju, razmišljamo o tem, da bomo prišli nazaj do tega fizičnega bankovca. Ne. Medtem ko pri plačevanju pač plačamo. Ne? In zdaj pri elektronskem plačilu pravzaprav se nas ne zanima kaj je v ozadju tega. Ne? Tako kot recimo, če naročimo nek paket, ne? Nam je pravzaprav vseeno, ta paket pride z letalom, z ladjo, z vlakom, glavno, da pride. Ne? In enako je s plačevanjem, samo da gre pač v drugo smer, pač denar gre v drugo smer. In ja, zdaj vloga Banke Slovenije pri tem je večplastna. Ne? Mi več plasteh tu delujemo. Zdaj, eno je, da smo upravljalec omrežja. Zdaj, lahko si zamišljate, da smo, ne, če ostavimo isto analogijo kot prej, upravljalec infrastrukture, ne, upravljalec tirov, upravljalec letališča. Ne, in pravzaprav kdorkoli lahko to infrastrukturo uporablja. Ne, in zdaj, ali so to kartična plačila, ali je to Apple Pay, Google Pay, ali pa še kaj tretjega. V glavnem, vedno smo mi tisti v ozadju, ki upravljamo ta plačila. Zdaj, smo tudi banka, tudi mi smo tisti, ki izvršujemo plačila, predvsem za tista plačila, ki potekajo med bankami, skratka smo banka za banke in smo tudi banka za javni sektor, skratka tudi plačila javnega sektorja gredo preko Banke Slovenije. In pa seveda smo nadzornik, ne? Smo tisti, ki skrbimo, da vse te stvari tečejo tako, kot morajo teči. Imamo pa še ena pomembna vloga, ki mogoče ni tako zakonsko določena, nekoliko mehkejša je. In ta vloga izhaja iz naše sistemske vloge. Imamo sistemski pogled, imamo znanje in imamo konec koncev ugled v tej skupnosti. In na ta način lahko mi povezujemo interese deležnikov. Mi nismo konkurent ostalim deležnikom, smo unikatna institucija v Republiki Sloveniji in tako lahko dobimo nakup na neko platformo, v nek forum deležnike od trgovcev, ponudnikov, državnih institucij, potrošnikov, plačilnih shem in poskušamo njihove interese usklajevati s ciljem učinkovitosti, da so plačila učinkovita, da ljudje zaupajo konec koncev v plačevanje. Vemo, da se še vedno pojavlja nezaupanje v negotovinske načine plačevanja in to delamo skozi vlogo katalizatorja. Ta vloga je precej mehka, kot sem izpostavil, ampak mi smo zelo aktivni kot Banka Slovenije v tej vlogi. Ustanovili smo že več kot 10 let nazaj Nacionalni svet za plačila. Ta povezuje vse te deležnike in lahko se pohvalimo s tem, da to telo živi, dejansko deležniki v njem vidijo interes, kako lahko uveljavijo svoje probleme,
kako jih lahko izpostavijo, kako jih lahko skupaj rešujemo. In se mi zdi ta vloga izjemno pomembna. Konec koncev, da povežemo deležnike, da pokažemo, da smo aktivni, da imamo neke cilje, da nas zanima, kaj posamezne deležnike žuli. In v tej vlogi smo aktivni in lahko tudi bi zaključil učinkoviti. Poleg tega pa ne izpostavim, da še v tem kontekstu digitalizacije fintecha Banka Slovenije vodi stičišče Banke Slovenije za fintech inovacije. Zakaj je to pomembno? Slovenija ni neko zelo močna fintech okolje in želimo ta segment podjetij, to so večinoma zagonska podjetja, spodbujati. To so ljudje, ki so včasih v garaži neko IT podjetje vzpostavili, ne vejo veliko o zakonodaji, zahtevah in tukaj nastopimo mi. Mi tolmačimo zahteve, mi jim pomagamo čez te, lahko jih imenujem tudi ovire za njih. Njih zanima produkt, inovativnost, distinkcija njihovega produkta, ne pa skladnost. Ampak skladnost je pa osnova potem. Prav zanimivo, kot tu, ko smo neka stična točka, se pravi, ne samo skrbimo za tire, ne, tako kot ste omenili, ne, ampak v bistvu tudi pomagamo ostalim, da so vlaki hitrejši, da če ostanemo pri tej analogiji, ne, vlaki hitrejši. In zato v bistvu, po moje, zanimivo vprašanje naslednjo, kako vidva ocenjujeta, na kateri stopni digitalizacije elektronskega plačevanja sistema sploh je Slovenija? Smo napredni, smo to povzeli, imamo, ko bi rekel, energijo za naprej? Če tle malo parafraziram eno staro glasno sporočilo, imamo vse, kar imajo veliki. In pravzaprav še več kot to, ne, Slovenija je velikrat celo na prvem mestu, vsaj na strani bank in drugih plačilnih posrednikov. Ne. Bili smo dejansko prva država znotraj evrosistema, pri kateri so vse banke tako sprejemale, kot tudi pošiljale takojšnja plačila, ne, ki so postala obvezna šele z jesenjo lani. Imamo tudi shemo za plačila, za takojšnja plačila med posamezniki, ne, to je Flik, ne, zdaj upam, da veliko poslušalcev to uporablja, ki je se zelo lepo prijel. Ne. Skratka, na strani ponudbe, ne, naše banke zelo hitro implementirajo in drugi plačilni sistem, posredniki zelo hitro implementirajo vse te rešitve. In tudi, ko se razširijo vsaj na poskusno uporabo tudi med ljudi. Po drugi strani pa ljudje še zmeraj zelo preferirajo plačevanje z gotovino tudi na plačilnih mestih. Ne. Po raziskavi Space smo iz leta 2024, no, sicer še, ampak smo za Malto druga najbolj gotovinska država. Ne. Skratka, še vedno skoraj 2/3 plačil na plačilnih mestih poteka z gotovino. Skratka, imamo možnosti, ampak po drugi strani še zmeraj imamo tudi zelo radi fizično gotovino. To je v bistvu potem pošteno, imamo vse, kar imajo veliki, ne? Ampak če imamo vse, kar imajo veliki, kaj pa sploh so še aktualni izzivi, kaj je še nedorečenega, kaj nas še čaka v prihodnje? Navezal bi se na to, da imamo vse, kar imajo veliki. Imamo tudi digitalizacijo. Slovenske banke imajo vse mobilne, e-banke, imamo Flik, kot je bilo omenjeno, ampak izziv je za moje pojme tukaj zaupanje. Zaupanje ljudi, da vedo, kaj je produkt, ki so ga dobili, da zaupajo glede tveganj, čemu se soočajo, da so sploh usposobljeni tak produkt koristiti. Digitalna pismenost je še vedno precej nizka in z tega vidika govorimo o zavedanju tveganj, o usposobljenosti, o usposobitvi uporabnikov, o ozaveščanju, da se teh tveganj zavedajo. Bomo verjetno še potem kasneje kaj o samih tveganjih, ampak tveganja pri negotovinskem plačevanju so v zadnjih letih zelo visoka. In zagotovo je izziv ozaveščenost ljudi. To je ta prvi izziv, ki ga vidim, vezan na digitalizacijo. Potem je pa nekaj teh globalnih ali pa bi rekel lokalnih, ampak vezanih na situacijo v politiki. Globalno se dogaja deglobalizacija. Desetletja smo imeli tuje sheme, vemo, da plačujemo večinoma
s karticami shem, ki nimajo svojih korenin v EU, ampak v tujini. Prihajajo kitajske sheme, ostale azijske sheme. Kje smo pa tukaj mi? Nimamo neke svoje vseevropske sheme. Če želite potovati po evroobmočju in plačevati z nečim našim, je to danes samo gotovina. Tako da z tega vidika je to zagotovo en velik izziv. Geopolitika, naenkrat se počutimo ranljive. Plačujemo tako, kot smo plačevali 20 let nazaj, ampak naš občutek ni več isti. Odvisni smo od odločitve nekoga, ki lahko čez noč tem shemam, ki so danes tukaj prisotne, prepove, da delujejo v EU. Poleg tega bi izpostavil slovenski vidik. Vemo, da smo del EU, vemo, da je zakonodaja večinoma enotna ali pa vsaj poenotena, ampak v zakonodaji so opcije. In ko gledamo, zakaj lahko Litva popek finteha v EU. Litva je velikosti Slovenije ali pa še nekoliko manjša. Zakaj to ni Slovenija, ki je že geografsko ima taka pozicija? Jaz tukaj vidim precej izzivov tudi za ta del, ne samo, da zakonodajo napišemo blago, kot skupna zakonodaja EU dopušča, ampak je zadaj še davčni sistem, šolski sistem, izobraževanje, kam se ljudi pelje tekom študija. Poznam nekaj lastnikov fintech podjetij, slovenskih fintech podjetij, ki imajo svoj sedež v Estoniji, v Luksemburgu. Če pogledate seznam nebančnih ponudnikov v Sloveniji, ni dolg. Pejmo kar v bistvu k aktualni temi, ne, digitalni evro. To je stvar, o kateri se veliko govori. V eni od epizod smo že omenjali časovnico, kratko pa jo povzemimo, čakamo sprejetje evropske zakonodaje, če bo ta sprejeta letos, je lahko obeta digitalni evro izdaja 2029. Tokje. Ampak mislim mogoče, da sta vidva prava sogovornika, da gremo to mičkeno bolj poglobljeno, ne. Pa poglejmo, najprej, ali digitalni evro potrebujemo zgolj zaradi tega, kar ste omenili vi, gospod Anko, ne, se pravi, da nimamo evropske kartične sheme, ali je v ozadju še kakšen drug razlog? Razlogi za uvedbo digitalnega evra so vsekakor večplastni. Ne. Za en del sploh razmišljanja, zakaj ECB o tem začel razmišljati, se nanaša prav na vsa ta tveganja in izzive, o katerih je malo prej govoril Simon. So pa tudi drugi. Ne. Zdaj, dejstvo je, da digitalno plačevanje se širi hitreje, kot se širi celotno plačevanje, kot se širi gospodarstvo. Skratka, delež gotovine vendarle upada in s tem izginja gotovina. In seveda, centralna banka, ne, je pa dolžna zagotavljati tudi javni denar kot javno dobrino. In v tem trenutku dejansko javnega denarja v digitalni obliki, vsaj takega, ki bi bil dostopen vsakomur od nas, skratka prebivalstvu in ne zgolj bankam in plačilnim posrednikom, nimamo. In digitalni evro je tudi odgovor za to, ne, da ko se bo zmanjševala količina gotovine, pa ne, da je to kakršnakoli strategija, to se pač enostavno dogaja zaradi preferenc ljudi, je seveda tudi ta možnost, ne, da bomo prišli do tega, se vsaj rahlo zmanjšuje. Zato želimo narediti en komplement fizični gotovini, skratka gotovino tudi v digitalni obliki. Zato v Evropski centralni banki, v evrosistemu vidimo digitalni evro kot evolucijo denarja. Na podoben način, kot se recimo iz kovancev je prišel denar v bankovce, v fizične bankovce, sedaj prihaja tudi v digitalno obliko, ki mu bomo rekli digitalni evro. Ne. To je, ne, za tiste, ki mogoče malo bolj tale kripto svet, ne, v bistvu bojo to neke vrste žetoni, ne, ki pa bojo seveda žetoni centralne banke. Ne. Zdaj, eno od izzivov, ki je bil prej naštet, je tudi to, ne, da trenutno po celi Evropi lahko pač plačujem seveda z mednarodnimi shemami, ki niso evropske, ali pa z fizično gotovino. Skratka, želimo zagotoviti, da bomo v evrosistemu lahko plačevali kjerkoli z pravo evropsko rešitvijo, neodvisno od geostrateških tveganj. Ne. To je ta način, kako se tega lotevamo. In pa seveda še en izziv, ne, v digitalnem svetu, zdaj
digitalizacija seveda je tudi odvisna od komunikacij, odvisna je od električne energije in lahko pride, vsaj za kakšen kratek čas, kdaj pa kdaj, da se tudi zgodi, da to ne bo dostopno. In zato je zelo pomemben del, zelo ključen del digitalnega evra tudi delovanje brez povezave, tako imenovana offline delovanje. Tako, zakaj lahko trdimo, da bo digitalni evro deloval offline, če nobeno drugo plačilno sredstvo ne more? Kaj smo tu, oziroma kaj se tu v ECB razvija takega, kar se ni dalo prej? Tukaj bi izpostavil več aspektov. Zagotovo tehnologija napreduje. Nekaj, kar ni bilo mogoče 10 let nazaj, danes postaja mogoče. Obenem pa tudi privatne rešitve, lahko bi se tega lotile, ampak odstotek situacij, ko danes ni mogoče plačevati, ko ni povezave, je tako majhen, da to ni ekonomsko upravičeno. Če pogledamo pokritost Slovenije z GSM omrežjem, se ni 100-odstotna. Zakaj? Enih vasi pa hribovskih območij se pač ne splača ekonomsko pokrivati. Medtem ko naša ambicija tukaj je drugačna. Digitalni evro bo imel status zakonitega plačilnega sredstva. To je izjemno pomembno. In želimo zagotoviti, da je mogoče z njim plačevati povsod. In v podzemnih garažah, in v hribovskih kočah. In z tega vidika, ja, smo se spustili v to, orjemo ledino z tega vidika, ampak imamo svoj motiv. Privatni ponudniki ga pač nimajo. Tistih nekaj izpada tudi, ki se zgodijo, recimo kot se je zgodil lansko leto na Iberskem polotoku, to je dan, dva, to se preživi. Investicija v offline za te rešitve tega ne bi preživela. Obenem se pa nečesa zavedajmo. To, kar danes offline na letalih plačujemo, to se ne zgodi takoj plačila. Plačila se zgodi, ko letalo pristane in se vzpostavi povezava. Poglejte, kdaj dobite SMS, šele en čas potem, ko je letalo na tleh. Medtem, ko nam je pa cilj, da se zgodi to kot pri gotovini. Takoj med dvema plačnikoma. Če mogoče še stavek ali pa dva o tehnologiji. Mi želimo v naprave, ki bodo omogočale plačevanje z digitalnim evrom, vgraditi nek poseben element, čip, če zadeva zelo poenostavim. In na teh čipih bodo žetoni, kovanci, ki se bodo potem med dvema napravama, ki bosta blizu, lahko izmenjavali. Podobno kot danes naslonimo na POS kartico, imenujemo tehnologijo NFC, Near Field Communication, nekaj podobnega pa potem v situaciji digitalnega evra. In to se nam zdi izjemno pomembno. Obenem se pa zavedajmo, da kot imamo gotovino v denarnici, tisti, ki bo imel telefon, bo tudi imel to gotovino, digitalno gotovino. In za zaključek te tematike mogoče ena besedna zveza, en izrek, ki sem ga slišal, mi je neskončno všeč. Gotovina vedno deluje. In če bo digitalna gotovina, potem želimo doseči isto. Govorimo to samo o mobilnih telefonih ali še kaj drugega tudi recimo v uporabi? Želimo vključiti vse, vključenost vseh prebivalcev, tudi tistih, ki iz takih ali drugačnih razlogov zavračajo ali nimajo mobilnih telefonov, je ena od ključnih temeljev pri uvajanju digitalnega evra. Zato bo digitalni evro na voljo tudi na pametnih karticah. Skratka, izkušnja bo lahko zelo podobna, kot je danes z navadno kartico. Pričem seveda, to kartico bo treba nekje polniti, ampak nekje se predstavljamo, da boš to lahko počel bodisi na bančnem okencu ali na bančnem avtomatu. To mi je všeč. Meni je všeč ta ideja, da bo to dostopno tudi v slabše pokritih območjih, tudi recimo v kakšnih gorskih kočah ali pa kjerkoli. Ta ideja, moram reči, da se mi zelo dopade, pa se mi zdi zelo primerna za Slovenijo. Govorimo o časovnici po sprejetju zakonodaje, pa me zanima, kaj je pa v postopku do takrat? 2029-letnica, ki se omenja kot ena od možnosti, se zdi zelo oddaljena. Kaj bomo pa delali do takrat? Čakali? Nič ne čakamo, nič ne čakamo.
Evrosistem ECB je začel razmišljati o lastni digitalni valuti že leta 2017. Takrat je kar zelo veliko držav začelo o tem razmišljati, ampak kot resen začetek digitalnega evra štejemo poročilo o digitalni valuti centralne banke iz oktobra 2020. Leto kasneje se je začela prva dejanska faza, to je bila faza proučevanja, ker smo začeli pravzaprav razmišljati o tem, kako, na kakšen način, če sploh uvesti digitalni evro. In na koncu te faze, jeseni 2023, je padla odločitev, da gremo s tem naprej. In takrat se je začela tako imenovana pripravljalna faza. V pripravljalni fazi se je dejansko celoten projekt razdelal na posamezne module. Padle so odločitve, katere module se razvija znotraj hiše, skratka znotraj posameznih centralnih bank, katere se pa poišče na trgu. In recimo offline rešitev je tržna, to razvija zunanji ponudnik. No, in ta pripravljalna faza se je zaključila jeseni lani, no in zdaj smo v naslednji fazi. Zdaj v tej fazi dokončujemo celotna pravila in zdaj zares razvijamo tehnične zmogljivosti za digitalni evro. Vzporedno s tem se sprejema tudi zakonodaja, kot je bilo že omenjeno. Zdaj smo kar optimistični, da bo sprejeta do konca letošnjega leta, in kolikor bo, potem bo evrosistem pripravljen na to, da zagotovi digitalni evro vsem prebivalcem Evropske unije do leta 2029. Se pravi, smo v tehničnih pripravah, zdaj ste opisali postopek prej, ampak od danes naprej, od zdaj kaj se dogaja v okviru priprave tega projekta? Ja, se mi zdi pomembno izpostaviti, da končno bomo imeli nekaj za pokazati. Vse te študije finančne stabilnosti, vpliva na bančne depozite, odliv depozitov in to je bilo v fazah, ki so bile omenjene. Ampak ljudi je vedno zanimalo, pokažite nam to, kako to izgleda, a lahko to poskusimo. In zdaj začenjamo priprave na pilot. Pilot je beseda, ki pač pomeni, da bomo v nekem omejenem obsegu preizkušali produkt, ki ga oblikujemo. Pilot se bo začel izvajati jeseni prihodnje leto, 12 mesecev bo potekal in pilot bo potekal v nekem zelo omejenem obsegu. Kaj pomeni omejen obseg? To pomeni omejeno število bančnih in pa nebančnih ponudnikov, ki bodo imeli pogodbe z imetniki, to pomeni potrošniki in pa trgovci. A potekal bo samo v okviru evrosistema. To pomeni, mi bomo tisti zaposleni v Banki Slovenije, v ostalih NCB evrosistema, ki bomo pilotni uporabniki. In kaj namen pilota? Že daleč smo z razvojem zalednih sistemov, zalednih aplikacij in želimo, preden bi šli potem, če bo taka odločitev zakonodaje, v masovno izdajo, želimo te rešitve preizkusiti. Obenem, ko imaš zadaj nekaj tisoč pilotnih uporabnikov, to je design thinking. Ko lahko nekdo prime in poskusi, ti pove, kaj mu ni všeč, kaj mu je všeč in tako bomo lahko potem ta produkt izboljšali. A pa že vemo tudi bolj konkretno, kdo bo sodeloval pri tem, kako bo? Poziv je bil spomladi letos. Bančnim in nebančnim ponudnikom, ki jih zanima sodelovanje v teh aktivnostih. Nekaj čez 50 prijav smo imeli, odločili smo se potem za 40 ponudnikov iz cele EU. Tukaj naj izpostavim, da so bili kriteriji selekcije popolnoma objektivni, jasni. Zagotovili smo, da so te ponudniki geografsko razdeljeni po celi EU, da so njihovi poslovni modeli različni, da se med seboj dopolnjujejo, da bomo lahko dejansko čim več tega poskusili. In kot sem omenil, število tudi zaposlenih v NCB-jih, ki bojo lahko aktivni, bo nekoliko omejeno. Ne bomo mogli biti vsi. Tukaj je cilj, da so to zaposleni, ki bodo aktivni, ki bojo dajali povratno informacijo, feedback. In lahko tukaj že z veseljem in ponosom povem, da tudi slovenski ponudnik bo v pilotu. To je Nova Ljubljanska banka. Smo zelo veseli, da se je Nova Ljubljanska banka odločila, da bo z nami v pilotu.
S tem bomo lahko z njimi preizkusili vse te elemente, ki sem jih naštel. Obenem bomo delali še kot del evrosistema na blagovni znamki. Želimo blagovno znamko tudi do eventualne izdaje do konca oblikovati. Tako da zagotovo je tukaj neka prednost za banke, ki bodo v pilotu. Dobile bodo izkušnje, sama postavitev ni dokončna, to ne tukaj povem. Pilot še ne pomeni končne oblike. Izpostavili smo danes že, da nastaja še, da se dokončuje zakonodaja, ki bo podlaga za izdajo, in lahko da bodo še kakšni detajli, kako se bo produkt, kako se bo zaledje spreminjalo. Ampak zagotovo je to za banke, ki so v pilotu, in za nas, za Banko Slovenije kot pilotna lokacija, velik dosežek. Kaj pa ostale banke? A to je zdaj postopek zaključen, mi imamo samo Novo Ljubljansko banko tu vključeno v digitalni evro, oziroma teh 40, ki ste jih omenili v evrosistemu, ne? Ali se lahko recimo kasneje priključi katerakoli druga banka? Zadeva je taka, pilot je določen. Pilot se bo začel jeseni 2027 s temi, ki so danes bili izbrani. Ampak to ne pomeni, da ne bodo ostali ponudniki vse skozi seznanjeni. Mi želimo, da dneva, ko bo digitalni evro, če bo taka odločitev izdan, vse ponudnike pripeljati v ta ekosistem. Banka Slovenija ima s tem odlične izkušnje, tako smo vse banke učinkovito med prvimi v EU pripeljali v SEPA, potem v takošnja plačila. Slišali smo, kakšen je delež takošnjih plačil v Sloveniji, in enako bomo slovenski bančni plačilni ekosistem peljali tudi v digitalni evro. Tako da z tega vidika se jaz ne bojim, da bi kdo za to zadaj ostal, če ni v pilotu, zgubi to inicialno prednost, ampak ne bo zadaj ostal. Ko bo pa enkrat zakonodaja sprejeta, bo pa vsaka banka dolžna to ponujati. Tako da z tega vidika, ja, pilot je bil opcijski, vesel sem, da imamo ena slovenska banka v njem, ampak ko bomo šli pa v živo, pa ta obveznost za vse banke velja. Jaz sem šel pobrskati mičkano po spletu te, ko bi rekel, trditve, poiskati neke trditve, ki obstajajo v digitalnem evru, ki krožijo naokoli, pa jih mičkano pokomentirajte. Jaz jih bom naštel, pa opozarjam, ne me tu zdaj za kravateljc prijeti, ne, to so trditve, ki sem jih prebral prek spleta. Ok, prvi je, računi bodo odprti pri ECB. Ne, nikakor ne. Evropska centralna banka je grosist. Tako kot pri fizični gotovini nima niti ambicije, niti izkušenj, niti sposobnosti delati s posameznimi fizičnimi osebami. Edini, ki imajo pri Evropski centralni banki in nacionalnih centralnih bankah odprte račune, so druge banke, država in še zelo, zelo omejeno število ponudnikov. Skratka, računi za digitalni evro bodo odprti pri poslovnih bankah, bodo najverjetneje del vašega paketa, ki ga že tako ali tako imate. Tudi mobilne denarnice, v katerih boste imeli offline digitalni evro, bodo vezane na ta vaš račun, ampak ne, tu res poudarjamo vlogo poslovnih bank kot distribucijskega kanala. Ok, naslednja. ECB bo nadzorovala vsako transakcijo, zato je zasebnost ogrožena. Ne. To je že v sami zasnovi digitalnega evra, smo se temu zavestno in jasno odpovedali. Sam sistem ni tako zasnovan. ECB in pa NCB ne bodo mogli povezati vaših plačil z vašim imenom, z vašimi podatki. Seveda bodo pa lahko to poslovne banke počele, kot danes počnejo za vsa negotovinska plačila. Tukaj dajmo ločiti, da digitalni evro ne bo nič posebnega z vidika tega, bo samo še ena digitalna plačila in zakonodaja bo veljala vsa ista. Mi ne želimo, da postane digitalni evro nek medij za izvajanje nezakonitih dejavnosti. Tako da z tega vidika zasebnost ja, anonimnost ne. S tem, da tukaj bi izpostavil še offline bo pa zagotovil tudi anonimnost. Ok, naslednje. Država bo lahko določila, zakaj je digitalni evro porabljen.
Tam je najbolj všeč. Ne, to bi pomenilo, da je denar programabilen. To je pa že v predlogu zakonodaje eksplicitno prepovedano. Mogoče tle malo zanimivo poudariti, ne, da določene stvari, ki se nam zdijo pri fizični gotovini dosti samoumevne, ne, jih je potrebno pri digitalnih plačevanjih posebej regulirati. In ta programabilnost denarja, s katero se veliko kriptosredstev pravzaprav hvali, je za nas nezaželena, zato je prepovedana. Ne. Kot je recimo tudi z predlogom zakonodaje prepovedano obrestovanje digitalnega evra. Torej mi ne bo pomagalo, če ga bom na kartici imel pa počakal, da se... Ne, obrestna mera bo vedno nič. Ok, tem naslednji digitalni, nekaj smo o tem že omenili, ampak vseeno imam priložnost, da malo bolj pojasnimo. Digitalni evro bo dolgoročno zamenjal gotovino. Tega ne pričakujemo, da bi dolgoročno popolnoma zamenjal gotovino. Zdaj, gotovina se bo verjetno umikala digitalnemu plačevanju, medtem bo tudi digitalni evro, ampak tako kot bankovci niso povsem izrinili kovancev, ne, tudi digitalni evro ne bo povsem izrinil fizične gotovine v obliki bankovcev in kovancev. Jaz bi tukaj dodal še en aspekt. Te dvomi se dejansko pojavljajo in ljudje se bojijo, da bomo nadomestili gotovino. Ne. So zakonodajalce v EU, to pomeni Evropski parlament in pa Svet EU, sočasno sprejemata, vodita postopek tudi glede uredbe o gotovini kot zakonitem plačilnem sredstvu. Ta bo dala še večjo veljavnost gotovini z vidika možnosti plačevanja z gotovino in njene dostopnosti. Ni dovolj samo možnost plačevanja, tudi dostopnost zagotoviti. Bi pa še izpostavil, da mi kot evrosistem smo v postopku oblikovanja novih bankovcev in če oblikujemo nove bankovce, pomeni, da imamo ambicijo gotovino negovati in zagotoviti njeno dostopnost. Hvala, to je dobro pojasnilo, dobro vedeti. Digitalni evro je alternativa kriptosredstvom, kot je Bitcoin in stabilnim kovancem. Ne, ni. Digitalni evro bo digitalna oblika gotovine s še nekaj dodatnimi možnostmi, kot so plačevanje daljavo na spletu, tega danes gotovina pač ni mogoče. In če pogledamo Bitcoin, predvsem Bitcoin kot kriptosredstvo, ki je izjemno volatilno z vidika cene, tam nima nobenih lastnosti denarja, nobenih tistih osnovnih ekonomskih elementov, ki veljajo za denarja. Da se plačevati z njim, vi lahko v Ljubljani pico plačate z njim, ampak zakaj ni cenik v piceriji v Bitcoinih? Zato, ker je taka volatilnost. Vi lahko konec koncev plačate tudi školjkami, če jih jemljejo. Ja, pa še nekaj mogoče tukaj. Za razliko od kriptosredstev in celo stabilnih kovancev, ki niso zakonito plačilno sredstvo, bo digitalni evro zakonito plačilno sredstvo. Skratka, z zelo redkimi izjemami jih bodo vsi trgovci dolžni sprejemati plačila v digitalnem evru. In to ti daje tudi tisto zagotovilo, da če plačuješ v digitalnem evru, da boš lahko kjerkoli, kadarkoli, komorkoli s tem plačal. In digitalni evro bo vedno 1 evro, 1 evro. Tako je. Digitalnega evra ne potrebujem, ker itak plačujem s karticami. A vedno? Jaz mislim, da ne. Ko si posamezniki med seboj recimo nakazujemo, če nismo vsi komitenti slovenskih bank in nimamo flika, se to ne da. Potem smo spet na gotovini. In kot je bilo izpostavljeno, s karticami, ki niso zakonita plačilna sredstva, ni mogoče plačati povsod. Z digitalnim evrom bo. In tudi na tistih območjih, kjer ni signala z offline. Tako da mislim, da ponuja dosti več z vidika možnosti plačevanja, z vidika funkcionalnosti. Že če pogledamo flik, mogoče kasneje še kakšna beseda o fliku, ampak vseeno, danes si lahko plačujemo samo med komitenti slovenskih bank. Številni moji kolegi so na neki veliki tuji banki in sploh niso slovenski komitenti slovenskih bank. In mi iščemo rešitev, ki bo vseevropska. Flik zaenkrat ni. In tudi, ko se bodo te sheme, če se bodo povezovali, da se bodo fliki med seboj povezali, to ne bo nujno isti učinek.
Tako boste pa lahko vi, ko boste na kosilu nekje v Lizboni in boste s kolegami iz Lizbonske NCB delila ceno strošek kosila, si boste nakazala P2P funkcionalnost, ki jo bo naša rešitev imela. In potem tu pridemo do zadnje trditve, ki sem jo našel, ne. Bolje je, da bi tak plačilni sistem postavile banke same, ne, to, kar ste omenili, pač povezovanje bank med seboj. Ja, saj to možnost imajo, nekaj tudi dela na tem, ampak so zelo, zelo počasni. Zato se je pač tudi ECB odločila, da bomo mi hitreje to naredili, pa tudi nekaj, kar bo cenej, pa predvsem, da bo uporabniška izkušnja po celotnem evrosistemu za vse enaka. Ker danes, ne, tudi pri teh sistemih, ki obstajajo, jih je kar nekaj, ne, recimo največji je Vero, ki je v več evropskih državah, ne, imamo recimo zelo razširjen v Španiji je Bizum in skoraj večina držav, kar tole ima, ne, ampak ja, kot je že prej Simon rekel, to je omejeno na posamezne države oziroma nekaj držav. Tudi v državah, kjer to je, ni nujno, da vse banke to podpirajo, ne, skratka, to je spet, ne, ali sem jaz komitent ene ali druge banke, ne, lahko je to drugačne. Mi pa res želimo imeti enotno uporabniško izkušnjo za vse uporabnike v celotnem evroobmočju. Pa še nekaj bi izpostavil. Evrosistem je banke k temu pozival že 25 let nazaj. Mi smo si želeli tako rešitev. Banke so poskusile z kartico kot konkurenco tujim shemam. Potem smo jih spodbujali k temu, da temeljijo na takojšnjih plačilih, ki zagotavljajo takojšnost, dokončnosti, domen prejemnik pa takoj likvidnost. Ampak v 20 letih se nič ni zgodilo. In v situaciji, kot smo jo danes že opisali, mislim, da ni več časa čakati. Poleg tega pa samo poglejmo prevzeme, ki se dogajajo v EU. Kupci so podjetja iz ZDA in pa iz Azije. In s tem spet zgubimo ta element evropskosti, ki si ga želimo. To pomeni, da imamo rešitev v naši lasti. In digitalni evro bo javna rešitev in zagotavljam vam, da je noben ne bo mogel kupiti. No, ko govorimo o tem plačilnem sredstvu za mlade, ne, Ni to samo za mlade, ni samo za mlade. Kot že prej rečeno, en od vodilnih načel pri vzpostavljanju digitalnega evra je vključenost povsem vseh starostnih skupin, ne samo starostnih skupin, tudi vseh socialnih skupin, res vseh. Ne. To daleč od tega, da bi bilo samo za mlade. Če lahko tukaj še dopolnim to. Finančna vključenost je izjemno pomembna. Tega se zavedamo mi, tega se zaveda zakonodajalec v EU in zato imamo že dolga leta inštitut osnovnega plačilnega računa. To sem pa malo pozabil. Zelo dobro in meni je všeč to, da sta tako poudarila, da ne smemo ločevati po starostnih skupinah plačilne sredstva, ne. Ampak na ta osnovni plačilni račun sem pozabil, ne. Daj mičkeno pojasnimo, ne. Gre za oziroma plačilni račun, ki je na voljo vsem potrošnikom, ki zakonito bivajo v EU in nadomestila določa Banka Slovenije. Ampak koliko je pa dejansko to sploh uporabljeno? Tukaj bi izpostavil nekaj elementov. Finančna vključenost v Sloveniji je izjemno visoka. Blizu 99% ljudi nad 15 let ima bančni račun. Tako da z tega vidika nismo nekje zaostali. Tudi zavedajmo se, da en del tistih, ki ga nima, ga ne želi. Imajo svoje motive. Tako da osnovni plačilni račun zagotavlja tiste ključne storitve, tudi mobilna in pa e-banka, ki je danes del vsakodnevnega poslovanja digitalnega. Tako da število pa ni veliko. Nekaj tisoč računov, tudi 1700, pa še nekaj jih je bilo konec pomladi. Ampak zakaj temu tako? Zakon, ki omogoča, ki določa pogoje za osnovni račun, je bil dosti zahteven. Spet smo tam, presegali smo opcije, ki jih zahteva zakonodaja EU. Bili smo zahtevnejši. Zakonodaja je lani pozimi to omilila, je teh nekaj dodatnih slovenskih zahtev umaknila, zahtevala od bank, da aktivneje obveščajo komitente o možnosti osnovnega računa. Tako da z tega vidika se je število povečalo. Bi pa tukaj izpostavil Nacionalni svet za plačila, ki sem ga že omenil v uvodu.
Mi smo skupaj z deležniki, ki so tam zastopani, oblikovali letak. Nihče brez plačilnega računa. In ta letak je za distribucijo na ključnih mestih dosegel svoj namen. Ugotavljamo iz statistike, da v 5 mesecih, potem ko smo ga izdali, se je število teh računov povečalo za 15%. Jaz bi še to poudaril, da imamo pri določanju tarif za osnovni plačilni račun še posebno pozornost posvečamo ranljivim skupinam, zato je tudi tarifa za ranljive skupine, to je za prejemnike socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, tretjino nižja, no, se pravi za splošno za vse je trenutno in že vse od leta 2020 nespremenjena 4,90 €, medtem ko je za te prejemnike denarne pomoči 1,47 €. Banke pa iz poslovnih razlogov za številne skupine ponujajo tudi brezplačne račune. Ja, letak je v bistvu na voljo tudi na naši spletni strani in tam je tudi več informacij, če bi slučajno koga zanimalo, si lahko prebere o osnovnem plačilnem računu na voljo tam. Zdaj pa grem na tisto, kar sem prej hotel, ne. Pri vsej tej digitalizaciji so vedno večji izziv tudi spletne prevare, ne. Saj digitalizacija sliši fino, tudi takojšnje plačilo se sliši lepo in koristno, ampak kaj, ko so tu goljufi, ko bi rekel, ko se zdi, kot da so en korak naprej, ne. To področje tudi spremljate oziroma spremljamo pri Banki Slovenije? Absolutno. To zelo spremljamo, tudi dejansko vsa tveganja, ki so povezana z digitalizacijo, so ena od tistih zelo ključnih tveganj, ki se jih zavedamo, kjer opozarjamo. No, sicer, kot je Simon prej rekel, imamo tukaj mehek pristop, ampak ne glede na to. No, zdaj, digitalizacija se povečuje udobje ljudi, zato se tudi povečuje delež digitalnega plačevanja, ker dejansko je bolj udobno plačati s telefonom, kot šteti gotovino na blagajni. Ampak ja, to prinaša tudi dodatna tveganja, ne. Zdaj, eno so tveganja raznih goljufij, prevar, bodisi na samih plačilnih mestih, lahko pa tudi preko socialnega inženiringa pri samih ljudeh. Zdaj, z razširjanjem finančno-tehnoloških podjetij, no, se to še povečuje, tudi umetna inteligenca povečuje možnost prevar na zelo različne načine, ne. Zdaj, eno so čisto klasične prevare, ki, ne, to nigerijski princi, ne, ste že kdaj naleteli na nigerijske prince, ne, ampak danes, ne, je s pomočjo umetne inteligence to lahko zelo personalizirano, ne, in ljudje lažje nasedajo in kaj plačajo, ne. In prej smo govorili o takojšnjih plačilih, ne. Zdaj, pri takojšnjih plačilih, ne, to gre takoj, ne, in si še toliko bolj izpostavljen, ne. Zdaj, tudi z umetno inteligenco, ne, dodaten korak tukaj so pa tako imenovani globoke prevare, ne, deep fakes, ne, ko te nekdo res prepriča, ne, da je nekdo, ki ni, ne. Jaz bi tukaj en aspekt dodal. Goljufi ne napadajo več tehnologije. Naslavljajo plačnike. Mi smo imeli veliko težav s goljufijami na spletu in potem smo vpeljali močno avtentikacijo, kot to imenujemo. Tega že nekaj let, vemo, kako je bilo to ljudem težava spoznati, kako se izvede močna avtentikacija, ampak smo se vsi tega naučili. In spletnih goljufij z tega vidika, da bi nekdo v komunikacijo vdrl, tega je zelo malo. Danes je cilj plačnik in naslavljajo goljufi plačnika. In tukaj se mi zdi zelo zanimivo, govorimo o vprašanju človeške psihologije. Čemu vse ljudje zaupajo? In če samo pogledamo podatke o goljufijah, ECB in pa EBA sta izvedli študijo, za leto 2024 je bilo z vidika plačilnih goljufij pri plačevanju 4,2 milijardi evrov škode. Ampak še pomembnejše od tega podatka, ali pa vsaj enako zanimiva, 75% teh plačil so plačniki sami izvedli, zavedeni, ampak sami.
To so zelo vsak človek. Prav boli me, ko na nekaj takega slišiš oziroma pomisliš, ampak kaj pa v bistvu lahko potrošnik naredi, kadar se čuti ogoljufanga? Kaj je njegova prva reakcija, kaj lahko? Ključno je, da ni panike, seveda takoj bolečina, ampak takoj svojo banko obvestiti. Vsaka banka ima klicne številke, ki delujejo 24/7. Tudi policija, če gre, in tukaj gre za kaznivo dejanje, obvezna prijava policiji. Predvsem banka pa lahko mogoče še plačila ustavi. Omenili smo takojšnja plačila, ampak tudi takojšnja plačila sede prejemniku na nek račun. Ni takoj to gotovina, ki bi izginila iz sistema. In mogoče je to še mogoče ustaviti. To pomeni ne tehtati, upati, da mogoče je pa vse ok. Če ste v dvomu, ukrepajte. Tukaj bi še izpostavil, če pa govorimo o spletnih nakupih in se zgodi goljufija ob spletnem nakupu, imamo tukaj tržno inšpekcijo in obvestiti potem njih. Seveda pa največ, kar lahko vsak posameznik naredi, je, da pravzaprav prepreči, da bi do take goljufije sploh prišlo, in to preko ozaveščanja, preko izobraževanja. Skratka, to, da se finančno izobraziš, da se izobražuješ, da se informiraš o tem, kaj je zelo pomembno. Zato vse poslušalce, bih jaz res pozval, poglejte, Banka Slovenije dela veliko na tem, torej spremljajte, kaj mi delamo, tudi posamezne poslovne banke, ostali posredniki, zelo veliko možnosti od tega ozaveščanja nudijo. Izkoristite te možnosti in res naredite vse, kar je v vaši moči, da preprečite to vrstne goljufije, ker največ lahko storite sami. Predvsem pa, če se zgodi, brez panike in po korakih, tako kot ste jih omenili. Ampak takoj. Zdaj, večkrat smo že omenili ta takojšnja plačila, ne? Zdaj, včasih je bilo res, da če je bil na določen dan, na delovni dan, mislim, da do 16 ure, kaj so se plačila izvajala, ne? Da se to zdi preteklo že, ne? Zdaj je pa to 24/7, to je zdaj takoj. Ampak zdi se mi pa, da smo ljudje oziroma potrošniki ta takojšnja plačila zelo dobro sprejeli. A se mogoče motim po podatkih? Ne, to je zelo, ne motite se, zelo dobro so bila sprejeta, tako med potrošniki, kot tudi med trgovci in nenazadnje tudi bankami. V Sloveniji je bilo konec lanskega leta že 80% vseh plačil takojšnjih. In to nas uvršča na prvo mesto med evropskimi državami. Tudi že prej sem omenil, slovenske banke so bile prve, ki so dejansko vse banke, ki delujejo v Sloveniji, tako sprejemale kot pošiljale takojšnja plačila. Zdaj, za celoten evrosistem je to obvezno šele od 9. oktobra lani. Ampak pri nas je bilo to mogoče že prej in izjemno dobro sprejeto z vseh strani. Jaz bi izpostavil še shema Flik. Smo jo že tako spotoma danes omenjali, ampak kdo bi si mislil 6 let nazaj, da bomo imeli nov glagol flikniti. In danes imamo glagol flikniti, ki nekaj pomeni. Ni ga še vse SKJ-jev, sem danes pogledal, ga še ni, ampak taki glagoli postopoma potem tudi v SKJ vstopijo. Flik ima danes več kot 800,000 Slovencev. To je izjemna številka. Če upoštevamo, da samo slovenske banke to ponujajo, da del nas nima računov samo ali pa sploh v slovenskih bankah, to je dejansko izjemna številka. Plačil ni tako veliko, ampak zakaj je Flik pomemben? Navaja nas na nek način digitalnega plačevanja med posamezniki. To tudi lahko potem kasneje za uporabniško izkušnjo v digitalnem veru pomembna. Zdaj veliko govorimo o teh sodobnih plačilnih sistemih z vidika potrošnika. Praktično se ves čas vrtim tem. Ampak jaz vidim, da plačilni sistem sta vključena dva, ne? Se pravi, potrošnik tisti, ki plačuje, in trgovec tisti, ki sprejema. Zelo malo smo pa namenili temu delu. Kakšni so pa izzivi ali pa aktualne novice na tem področju za njih, za trgovce? Seveda, trgovec nima tega luksuza, da bi moral biti
tehnološki navdušenec, da bo nekaj novega vzel. Če ljudje želijo plačevati z nečim novim in želi on, da se nakup zaključi, potem nima opcije. Tako tukaj je to dano dejstvo. Potem zagotovo mu ni vseeno, koliko ga to stane. In tukaj bi izpostavil, da imamo območje SEPA, enotno območje plačil v evrih. Kot ima veliko nas Slovencev račune v tujih bankah v EU, lahko tudi trgovec sklene pogodbo s tujim ponudnikom, ni na slovenskega vezan. Konkurenca je tukaj izjemno visoka in cene padajo, cene sprejemanja negotovinskih plačil padajo. Obenem bi še omenil, tudi gotovina ni zastonj. Ta fama o zastonjski gotovini ni. Konec koncev trgovci konec dneva štejejo gotovino, imajo pologe gotovine, transport gotovine, lahko so manjki v blagajni, pa redki in zagotovo se tega zavedajo. Kot zadnji element bi pa izpostavil opuščeni nakupi. Trgovci želi, da je plačilo čim bolj neopazno. On si ne želi na koncu še enega zahtevnega postopka, sploh v spletnih nakupih, ko velik delež plačnikov še vedno odstopi na koncu od nakupa. Točno vejo, kaj želijo kupiti, vse imajo že v košarici, ko pa nastopi moment plačila, se pa premislijo. In kako tako brezšibno rešitev vgraditi v cel postopek nakupa, to je za njih velik izziv. Na kakšnem področju pa smo tu so slovenski trgovci, na kateri stopnji? Veliki trgovci so to relativno hitro integrirali, ne? Ker tudi podpora bank večjim trgovcem, tudi večjim gostincem recimo, je bila slovenskih bank in slovenskih plačilnih posrednikov je bila relativno dobra. Ne? Tle so dejansko treba malo vseeno pokritizirati, da podpora manjšim prodajalcem, ne, se strani slovenskih PSP-jev je bila dokaj slaba. Manjši, govorimo, tisti, ki ima majhen promet, mu je strošek POS aparata dosti velik, ne, tudi ima manjšo pogajalsko moč za provizije in tako naprej. In dejansko tle so vstopili tuji ponudniki, ne, tako da danes je na slovenskem trgu kar veliko tujih ponudnikov, ki ponujajo bodisi te majhne POS aparate ali pa, ne, zdaj verjetno je veliko odvrženo letelo na tako imenovane virtualne, ne, ki delujejo kar preko telefonov. Ne. Sej so kasneje tudi naši plačilni posredniki začeli to, ampak tle so res malček zaostajali. No. Ampak se pa drugače med trgovci to izjemno razširilo, tako da ja, sploh, ker imajo možnost tudi tega cenejšega. Tako da danes, no, vsaj v mestih praktično lahko povsod digitalno plačuješ. Se pravi, smo tudi katalizator tudi na tem področju, ne, uspešni. Zdaj za zaključek še eno splošno vprašanje, ne. Večkrat smo že omenili tu gotovina, elektronska plačilna sredstva, kako se plačujemo eno, kako plačujemo drugo, kakšna je statistika. Zdaj, tu se mi zdi, da se ustvarja nek duopol. Ali gotovina, ali elektronska plačilna sredstva, ali razdeljena polarizacija. Ne vem, pa za vaju osebno zanima, kako vidva gledate na to, ali duopol oziroma ta polarizacija res obstaja ali je umetno ustvarjena? Pa začnimo z vami. Zagotovo ta dualnost že sama po sebi obstaja. Imamo dva načina, gotovina in pa negotovina. Ampak a je med njima zid? Mislim, da ga ni. Da se med seboj dopolnjujeta, konec koncev omogočata izbira posamezniku. Odvisno od svojih želja, navad, konec koncev zaupanja, tudi od okoliščin, mogoče zneska plačila. In imamo dva pola, ampak nista nepovezana. Mislim, da se obivata. Ja, jaz bi šel mogoče celo dlje. Ne. Jaz ne vem, če gre res za samo dva načina, ne, ker digitalno plačevanje, elektronsko plačevanje ni monolitno. Ne. Tle je več različnih načinov, kako se digitalno plačuje. In bi se pa strinjal s tem, kar je Simon prej povedal. Ne. V resnici, ja, ni tle zidu in prepuščamo, mi smo
zelo odprti do vsega, podpiramo vse, ne, kot je bilo že prej rečeno, evrosistem se pripravlja na izdajo novih bankovcev, skratka gotovina ostaja tukaj in jaz bi res priporočil ljudem, da pač imajo vedno pri sebi več različnih možnosti, kako bojo plačali. In tudi če 99% svojih nakupov opravijo z elektronskimi plačilnimi sredstvi, vedno je fajn imeti še nekaj fizične gotovine za vsak slučaj. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor. Mislim, smo dovolj podrobno pojasnili vse ta področja. Hvala vam, ker ste nam prisluhnili. Tako imate sedaj iz prve roke najnovejše informacije o izdaji digitalnega evra in začetku pilotnega projekta. Izvedeli ste tudi, kako se zavarovati pred spletnimi prevarami. Sedaj si bomo v podcastu Centralni pogled vzeli kratek poletni premor. Vrnemo pa se z novimi temami ob koncu poletja. V drugi polovici leta bomo med drugim spregovorili o finančnih naložbah Banke Slovenije in tudi o tolarjih in evrih. Ne bomo pa pozabili tudi na varstvo potrošnikov, česar smo se danes že dotaknili, in varčevalne navade. Ampak o tem podrobneje kasneje. Do takrat pa uživajte poletje, prisluhnite kakšni starejši epizodi. Še vedno pa si želimo vašega sodelovanja. Zanima nas, katera vprašanja in katere teme so vam pomembne. Pišite nam na pr@bsi.si, veseli bomo vašega odziva. Spremljajte nas na spletnih straneh Banke Slovenije, na naših družbenih omrežjih ali na vaši najljubši platformi za podcaste, ki nam lahko daste tudi kakšno oceno. Hvala, ker ste nam prisluhnili. Do naslednjič.